vas radi seznanili, da smo vse tri poslanske skupine, se pravi SDS, SLS in SNS, vložili pobudo za ustavno presojo in sicer navodila, ki ga je izdal minister Zalar v zvezi z državno-tožilskim redom. Zadevo je minister sprejel, kot veste, 22.2. in 22.3. je generalna državna tožilka naslovila na državni zbor vse poslanske skupine, državni svet in vlade pobudo za ustavno presojo, razlog je namreč v tem, da sama take možnosti nima. Očitno v državnem zboru smo reagirali sami te tri stranke, ostale stranke niso reagirali, verjetno se jim zdi vse v redu, ampak za nas je zadeva sporna, ne samo sporna, izjemno sporna, vse tega smo zaprosili ustavno sodišče tudi zato, da zadrži izvajanje tega navodila, ki mislim, da formalno pravno stopi v veljavo 2. aprila. Resno se človek vpraša, kako je z strokovnostjo sedanjega ministra za pravosodje, ali gre za strokovnjaka, ali gre, bom rekel, za prvovrstnega politika, ki tudi krši zakone za to, da uveljavi svojo voljo. No, vas spomnim samo na par stvari. Lanski marec. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je nekdo rekel, da ne velja kazenski zakonik v delu, ki se nanaša na mladoletnike. S tem je dal zeleno luč praktično mladoletnikom, da lahko počno kazniva dejanja ne bodo nikoli procesuirani. Pa vendarle sem jaz takrat sam trdil, da temu ni tako, da je stroka trdila, da temu ni tako, da je bivši minister Šturm trdil, da temu ni tako. Ne, on je še vedno trdil, da temu je tako, šel spreminjati kazenski zakonik. Rezultat, ki je pa bil pa jasen. Ustavno sodišče in Vrhovno sodišče je reklo, da nima prav. Torej, zakaj je to spremenilo? Drug primer. Maja lansko leto smo sprejemali stečajni zakon. Spremenil je enega od členov, ki je pomenil, da velja nov pravilnik za stare stečaje. Posledica je bilo kaj? Ogromno povišanje stečajnih nagrad. Ogromno. Pa smo prosili, vlagali amandmaje in upozarjali na take posledice, ne, amandmaje niso bili sprejeti. In ne nazadnje, pravzaprav tudi tista čisto zadnja, novejša zadeva, izkoriščam to priliko, da 8. vprašam, ne. Namreč on je 11. marca povedal in to zgodbo prodal predsedniku vlade. Namreč rekel je, državna tožilka Brezigarjeva je kršila ustavo. Je kršila ustavo. 8. ga torej lahko vprašam, tokrat spet javno, a ne, kateri člen ustave. Namreč gre preprosto za to, da je v nadaljevanju trdil, da je tožilstvo, da so tožilci pri svojem delu samostojni in neodvisni. To je ponovila tudi gospa Kresalova v sobotnem intervjuju v, mislim, da Delu. Oba torej trdita, da so tožilci pri svojem delu samostojni in neodvisni in da to piše v ustavi. Ja, poskušajte jo prebrati. 135. člen o tem ne govori. Govori o tem, da tožilci vlagajo obtožnice in skrbijo za pregon kriminala. Sodniki so pa res neodvisni in samostojni po 125. členu v ustavi. In sodišča so tiste, ki imajo hierarhijo od najnižjih do najvišjih sodišč. Ena drugo, torej višja, kontrolirajo nižjo. Odpravljajo njihove napake. Če bi bili tožilci samostojni in neodvisni, potem bi lahko nek tožilec na prvi stopni se odločil, da umor pač ni umor, ali da ni dovolj dokazov za umor in bi zadevo zavrgel. In nad njim, pod belim nebom, ni nikogar več. Če ne bi bilo tožilska organizacija hierarhično urejena do vrhovne državne tožilke, ki lahko z zakonitimi mehanizmi posegajo do tožilcev nastav. In to je prav primer gospe Krasterjeve in težave v zvezi s tem.